Bogata naravna in kulturna dediščina dolenjske regije sta letos na sejmu Alpe Adria turizem in prosti čas domače in tuje goste vabili pod sloganom Drugačna doživetja. Dolenjska je v zadnjih nekaj letih naredila izjemen napredek v kreiranju turistične ponudbe. Zato ima zasluge tudi Kompas Novo mesto, najbolj inovativna turistična agencija v Sloveniji po oceni Slovenske turistične organizacije. Kompas Novo mesto je na sejmu zdaj pa že kar dobrih 7 let po moje in zmeraj v bistvu sodelujemo v okviru regije, ker predstavljamo Dolenjsko, Belo krajino, tudi kočevsko ribniško destinacijo, skratka tako imenovano jugovzhodno Slovenijo. In letos smo se predvsem skoncentrirali na ta naš glavni produkt, ki smo ga poimenovali Drugačna doživetja. Prišli smo lani jeseni tudi do ideje, da sedaj ne bi bili ti produkti naši namenjeni samo turistom, tujim in domačim, ampak morda tudi za praznovanja. Imeli smo že nekaj takih zelo zanimivih praznovanj, 50, 60, 70 letnic. Ljudje prepustijo nam, pride na Dolenjsko, mi jim organiziramo, pač odvisno tega, koliko časa imajo, ta drugačna doživetja in to so ljudje zares prezadovoljni. Popolnoma drugačen vtis odnesejo od nekega takega izleta, ki res nekaj doživijo, kot pa če nekje sedijo za eno mizo, ne vem, cel večer in ob neki hrupni glasbi. Skratka, mislim, da je to še ena velika tržna niša in da bomo tudi tu lahko še veliko naredili na prepoznavnosti. Zdravje in sprostitev, aktivne počitnice, po poteh dediščine, turizem v zidanicah ter kulinarika in vino so turistične destinacije Dolenjske, ki pod sloganom Drugačna doživetja ponujajo številne izlete in praznovanja. Splavarjenje z Rudolfovim splavom, vožnja s panoramskim avtobusom Veseli Janez, 3000 km pohodnih kolesarskih, jahalnih in vodnih poti, razvajanje v termah Šmarješke in Dolenjske Toplice, golf igrišče Otočec, zgodba o cvičku na Matjaževi domačiji, grajsko doživetje na gradu Struga in Žužemberk, pa doživetje pod slamnato streho v Pleterjah ter bogata sakralna dediščina in situle. Pravzaprav bo letošnje leto v celoti zavito v ta celofan projekta Evropske prestolnice kulture, zato smo v Zavodu za turizem že lansko leto izvedli nekaj priprav na ta dogodek. Tu smo pa poiskali sinergijo z podjetjem Kompas, ki predstavlja drugačna doživetja na Dolenjskem in jaz moram reči, da so res drugačne. Zato smo se temu tudi mi odzvali, da bi nekako te kulturne dogodke predstavili v ambientu drugačnih doživetij in jaz sem prav vesel, da je v trenutku, ko je na pohodu zeleni turizem in tako naprej, v neposredni soseščini gradu Otočec, kjer se bo odvijala rock opera in rock Otočec, da se nam je pravkar naselila nova kolonija bobrov. To je nekaj, ker ni samo podatek za Dolenjsko, je podatek za Slovenijo in pravzaprav za cel svet. Za okus Dolenjske na sejmu so v okviru njene predstavitve poskrbeli priznani kulinarični mojstri. Ob tradicionalnih jedeh regije so obiskovalci nazdravljali tudi s cvičkom, ki je zaradi nizke vsebnosti alkohola ter zdravilnih učinkov evropski posebnež in v zmernih količinah celo priporočljiv. Nosilci turizma v Novem mestu in okolici so nas najbolj povabili, zato ker so začutili, da naša gostilna v sklopu vse te turistične ponudbe daje tudi en pravi impuls in dobro voljo v vrhunsko kulinariko, ponudbo vin in temu doprinese k celotni podobi našega dolenjskega turizma. Danes smo v okviru te prireditve popravili čisto en manjši prigrizek, je malo domače salame, cvička, pa ocvirkove potice, podcvirkovke tudi kot slane jedi. Kjer se odpre svet je Bela krajina, ki jo objema Kolpa in so pridni ljudje. Svoja srca nosijo v svojih dlaneh. Živeti tu je darilo, priti sem veselje in radost, vračanje pa obveza. Tu je vse tako svetlo, belo, sončno.